temo, ker bomo nadaljevali spodobno tudi turistično temo, ko se mogoče lahko še tam kaj povedali več. Nadaljujemo seveda z Veliko planino, veliko krat se omenili, je povezana s turizmom. Ta društvo oziroma ta kraj je zelo lep, ampak očitno z Kamnik zelo težaven. Menjave direktorjev, slabih poslovnih rezultati, prijave na protikorupcijsko komisijo sodišča, tem težavam družbe ne videti konca. Kako boste, če boste župani presekali gordijski vozel? Začenjamo pri gospodu Smoletu. Ja, kot sem že poudaril, gordijski vozel, stvar je dogovor, to je sigurno, treba se pogovarjati, kako se ponavljamo skozi, rešitev pa sigurno možno, ne. Vse da rešiti, se tudi to da rešiti. Srede podočnost ljudmi je sigurno, koliko smo že v turizmu, infrastrukturi, koliko mora biti, ker to, kar je zdaj gor, ni nič, ne, ni hotelov, ni kapacitetne učitve in tako naprej. Se pravi, dogovore in srede najdete investitore, ker doma jih verjetno ni. Je pa na možnost inozemcev, samo zdaj. Treba je vedeti, če inozemci pridejo, potem se jih ne smemo bati. Hvala lepa, gospod Področnik, vi ste govorili o Veliki planini. Ja. Jaz bom tako rekel, jaz slišam, koliko je ta Velika planina v zadnjih 30 letih koštala Kamniče, ne? Jaz sam nekaj povem, mi lahko Kamniško Bistrico in v zelo veliko delovnih mest, ker je najbolj važno, ker to je številka 1, zrihtamo lahko brez občino košta 1 evro. Samo treba je vedeti tako, če niste fleksibilni, če niste komunikativni, če se ne znate pogovarjati, če ne veste, komu boste ponudili, ki bodo pripravljeni se z nami in tisti, ki živijo na Veliki planini, ki imajo svoje pašnike, to je samo komunikacija. Vse se da zrihtati sam, če je volja. Na zadnjih 30 letih ni bilo nobene volje, da bi se to zrihtali. Kdo je kriv? Sami se vprašajte. Gospod Veršnik, vaše mnenje? Hvala lepa. Velika planina je pravzaprav že tema občinskega sveta, stalna tema, tako rečemo. Na Veliki planini sta pravzaprav dve stvari. Ena stvar je prevoz z gondolo na Veliko planino in pa sedežnico do vrha. Ta prevoz se lahko zgodi, da bi bil javni prevoz, tako kot to postaje. Če recimo država plačuje avtobus iz Murske Sobote v Piran, bi lahko tudi država plačevala javni prevoz z gondolo in pa z sedežnico do vrha Velike planine. Druga stvar so pa naprave na Veliki planini. Te naprave pa, kot vemo, so nerentabilne in bi jih lahko dali z koncesijo privatnikom, pa magar vsako sedežnico posebej. Najlepša hvala, gospod Šarec. Ja, najprej moramo vedeti, da so občine in taki podobni subjekti vedno država in tako naprej ponavadi slabi lastniki. Mislim, da je potrebno tukaj uvesti tudi kakšno javno-zasebno partnerstvo, ker take zadeve potem pospešijo, ko ima nekdo interes, da bo dobil denar od neke zadeve, mislim, da potem se stvari bistveno hitreje premaknejo. To je tako, kot če primerjam RTV Slovenija in Pop TV. To so dve bistveni razliki pri tem. Na RTV Slovenija ni toliko važen učinek kot kaj drugega. Ravno tako pa tukaj, če je privatnik, potem bo imel tudi interes, da zadeva funkcionira. Seveda se pa to zgodilo takoj. Mogoče bo potrebno tudi dajati kakšno spodbudo za začetek, pa mogoče pokrivati kakšno izgubo, ampak potrebno je naenkrat vložiti veliko denarja, da se te zadeve uredijo. To je tako, kot če popravljaš hišo, če vsako leto ali pa vsakih 10 let nekaj, je to težko, če imaš pa naenkrat možnost, kaj zrihtati pa hitreje. Najlepša hvala, gospod Izek-Mlakar, ki pa vidite prihodnosti družbe. Hvala lepa za vprašanje. Gre za velik finančni zalogaj in za težavo, ki jim dosedanje občinsko vodstvo že leta ni kos. Sama kot županja bi najprej sklicala vse zainteresirane strani. Poiskali bomo skupne cilje, tiste, s katerimi se lahko vsi poenotimo, in bomo odstranili ovire, ki so nekatere tudi komunikacijske. Naslednja zadeva bo razgovor z župani sosednjih občin, Ljubljane in tudi regij, z nekaterimi sem razgovor do zdaj že opravila
in bomo Veliko planino umestili v njihove turistične projekte. Potem se bom napotila k mojim ministrskim kolegom s ciljem umestiti Veliko planino v evropski okvir, državni okvir, ker namreč gre za biser narave, ki je za Kamnik dejansko prevelik in moramo ta problem reševati širše. Hvala lepa, gospod Golubovič, vaše mnenje? Hvala za vprašanje. Mimogrede, Velika planina je med 15, mislim, da med 15 destinacijami, ki jih Slovenija promovira preko STO-ja. Lejte, moje stališče je že dolgo znano in jaz to vedno zagovarjam. Veliko planino je treba gledati tudi z malo pa Gojščo pa z dolino Kamniške Bistrice. In še nekaj, treba je razdeliti na 4 stebre. Prvo steber je to, kar je kolega Veršnik že rekel, gre za javno podjetje Mihalke in pa dvosedežnice, ker ne more biti rentabilno, more pa cviti in to gre za javni prevoz. Drugi steber so programi, pa vsebine, se pravi in poleti in pozimi, od gostinskih, različnih turističnih vodenj in tako naprej. Tretji steber je prihod na Veliko planino iz druge strani. Tam je treba za agrarno skupnostjo doseči dogovor in podeliti koncesijo, da bojo na neki točki ustavili prometno in urejena parkirišča, urejeno cesto in tudi pobirali parkirnino. Ne moramo ljudi hoditi na Veliko planino. Četrta stvar je pa promocija. Promocija pa preko Agencije za turizem in podjetništvo. Hvala. Mislim, da ste vprašali glede družbe, ne toliko same Velike planine. Nekateri so obljubljali zelo visoko leteče obljube. Jaz sem zelo realen, delam za svoj denar in meni so tukaj stvari relativno enostavne. Prva stvar, da vsi, ki delate za svoj denar, veste, da ga lahko samo toliko zapravite, kot ga zaslužite. In prva stvar, ki bo treba na Veliki planini narediti, je od uprave jo priučiti, ali da odmisli to socialistično logiko, da kar jim na koncu leta zmanjka, bo pa že občina dodala. Pač s tem je potrebno narediti konc. In da se bo s tem naredili konc, je potrebno racionalizirati delovanje. Kako ga bomo racionalizirali? Čisto enostavno. Če obstajajo dejavnosti, ki ustvarjajo velike stroške, ne prinašajo pa plusa, je meni popolnoma logično, da je treba to stvar ukiniti. Eden izmed takšnih primerov, recimo smučarije naredi v Tihi dolini, ki samo dnevno dela strošek 800 evrov. Potem si pa sami izračunajte, koliko moramo zaslužiti, da to stvar pokrivamo. Najlepša hvala. Še zdaj za replike. Gospod Smole se je že prijavil, verjamem, da se boste še ostali, ker je tema res kontroverzna. Ja, poglejte, gre zdaj na drugo zadevo, namreč v večinski lasti je zaklad narave občine, ali pa celo 100%. In nekaj je problemov s tem naravno zaklada. Ne vem, kaj je narobe, namreč to nastavlja kadre. Jaz ne verjamem, da si ne najde niti v Kamniški občini, niti širše v Sloveniji in spodoben menedžer, da bi to pelal normalno. Ker kako pa imam jaz informacijo, pa kljub vsemu niso v 16 letih osnovali tako majhna sredstva za Veliko planino. Najlepša hvala. Naslednji se je za besedo prijavil gospod Golubovič. Lejte, vse nisem stvar gledati celovito, ampak če se pa samo družbe dotaknemo. Družba mora imeti čez samo gondolo in pa dvosedežnico. Za dvosedežnico se ve, čez 5 let bo treba prenoviti in prenova stane cirka 2,5 milijona evrov. Mihalka pa gre v prenovo v letu 2011 in stane 1 milijon evrov prenova strojnice. Potem za nekaj časa bo to ok. In družba za to dvoje potrebuje 12 zaposlenih skupaj z direktorjem. Nobene promocije, nobenih gostinskih dejavnosti, gre za javno prevozno sredstvo. Hvala gospod Golubovič, naslednji je gospod Tonin, potem pa gospod Veršnik in gospod Potočnik. Za rešeno razvoj Velike planine mi v tem trenutku potrebujemo desetine milijonov evrov, ki jih pa občina nima. To je prva stvar. In če želimo resno razvijati Veliko planino kot turistični biser, je potrebno dobiti družbenika. Dobili ga bomo pa samo tako, da bomo najprej družbo spravili na pozitivno ničlo, ker družba, ki ustvarja velik minus, ne zanima zasebni kapital. Gospod Veršnik. Velika planina je, tako kot so že nekateri prihodniki rekli, dostopna tudi z druge strani po cesti in ta stvar je za pohodnike zelo interesantna in treba je pač urediti dostop.
In pa seveda nekako je treba tudi tistim, ki stanujejo na Veliki planini, jim je treba dopovedati, da ni samo po sebi umevno, da imajo vse urejeno, ampak da bodo tudi morali prispevati kakšen dinar. Hvala, gospod Potočnik, na to gospod Vizjak. Mi govorimo tukaj samo o kamniški planini. Jaz mislim pa, da imam drugače, jaz računam na kamen, to se pravi snovi, tam je radon, arboretum, ja, hvala lepa. Arboretum, kamnik, jedro kamnika. Ti ljudje se morajo enkrat skrb združiti, pa reči, zdaj se pa gremo turizma. To je najbolj važno, kad ljudje se ne pogovarjajo med sabo. In zdaj, če govorite o kakšnih stroških, tudi Velika planina je do danes velik denarja pa nesla. Velik. Kje pa je? Gospod Vizjak, imate vaš čas. Ukinjanje, prodaja, vse sorte smo že slišali, kar se tiče Velike planine. Če gledamo ozko, samo to družbo in je ne pogledamo v širšem kontekstu in ne poskušamo v širšem kontekstu rešiti tega problema, potem pridemo do takšnih predlogov, s katerimi se srečujemo že leta. Vendar moramo zadeve začeti reševati na drug način, ker sedaj se že leta vrtimo v istem krogu in mi imamo veliko prednosti na Veliki planini, etnološke značilnosti, ki jih je treba zavarovati in jih umestiti v svetovni okvir. Najlepša hvala, morda še gospod Šarec. Ja, potrebno je seveda tudi na Veliki planini, ker so te bajte, kot se jim reče, je potrebno tudi začeti nekako tržiti, recimo po Ameriki, ko so rezervati za Indijance, so te vigvami in to in sedijo Indijanci pred vigvami in tako, ampak ob 5 ali pa ne vem, daj gredo pa domov, je to njihova služba in bi ti lahko predstavljali tudi za turiste izredno zanimivo, ker danes otroci sploh ne vedo, da mleko prihaja od krave in tako naprej. Potrebno bi bilo tudi o tem razmisliti. Kakšna replika morda ali nadaljujemo s naslednjo temo? Gospod Smole, še ena replika. Ja, Rudi, moram ti replicirati. Namreč zaradi teh prevozov po Veliki planini, jaz sem striktno proti. Nobenih prevozov, nobenih avtomobilov, niti za Goriške, niti do Kisoca, niti kamor. Naravo moramo ščititi in šparati. Gospod Šarec, še enkrat. Mora gospod Veršnik najprej odgovoriti. Ja, bi prosil samo. Mogoče se nisem najboljše razumela. Jaz mislim, da te prevozi po Veliki planini absolutno ne. In smo bili že vse skozi proti temu, da se sploh ampak do neke mere je pa treba, saj do Raka pa mislim, da bo treba pustiti in tam urediti to parkirišče in od tam naprej seveda pa obvezno peš. Predvsem pa pri tem biti strikten, ne? Ker potem so vedno par izjem in tistih izjem je naenkrat 10, pa 20, pa 30, potem imaš pa vse zaparkirano. Dobro, lahko